Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. 7. sezona. Sponzorji današnje prireditve pretekmovanja Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo Markovci so Občina Markovci, ATP avtobusni in tovorni prevozi, Oculus Worldwide Industrie Montažen, Dravske elektrarne Maribor, Sazas, Talum, Klima Ptuj, Amprotehnik, Dorsen, Vitiva, Spirala DO Mesnica Novi York. Otroci pojejo slovenske pesmi In se veselijo. 7. sezona. Dobrodošli vsi skupaj, tole je še ena sreda in čas za to, da spoznamo še eno občino in še eno osnovno šolo. Tokrat se nahajava Dalibor in Domen, Patricija, pa Črt, pa Majda v občini Markovci, kjer so z nami, pravzaprav tu pri nas na radiju, učenke in učenci osnovne šole Markovci. Jaz bi rad najprej pozdravil še ne samo naše poslušalce pred radijskimi spremniki, aparati, ampak tudi preko Facebooka, da pomahajmo malo tja, da vidijo, kdo je kdo. Evo nas. Smo na Facebooku, tako da čitvo Vsako sredo nas lahko tudi tukaj gor spremljate, kakšen lušen komentarček privoščite in zelo verjamem, da bo počil bo Facebook od tega, le kaj nas nocoj čaka. Domen, moram še ti povedati, občina Markovci Ja. je znana po največ pevskih zborih v Sloveniji, pa najboljših pevcih. Tako da Resno? to moraš vedeti. Ja. No, pa si lahko v današnje oddaje res veliko obetamo in jaz verjamem, da bo temu tako. Itak imamo vedno finaliste iz občine Markovci, ne, itak. na nacionalnem nivoju, tako da verjamem, da bo tudi tokrat tako in da bo tole kar pestra tekma med otroci. Ne? Jaz zdaj pozdravljam med nami Majo Gašperič. Maja, živijo. Zdravo, Zdravo. Maja, ti hodiš v kateri razred? tretje, 3., torej si stara koliko? 8 let. 8 let si stara. Imaš takega fajna atija pa mamico, ne? In ste tudi sicer taki muzikališ, družina, veliko pri vas pojete. Ja, Aha, imaš pa tudi enega brateca, ki je pa mlajši od tebe, ne? ja. A on ti kaj nagaja ali ti tudi pomaga pet? Pomaga mi pet, pa zraven igra. Resno, kaj pa igra? Bariton. Bariton že, pa ja tako mali, da je bariton večji od njega. Dej mi povej, zdaj pozdraviš, lahko pomagaš, tam na uni strani stekla so starši, ne, ki te spremljajo. Koliko časa že ti poješ? Od kdaj se spomniš, da že poješ? Ne vem, od prvega leta. Kak si shodila pa spregovorila, ti že poješ, je tako? Ja, In verjamem, da zelo lepo poješ. Komu pa najrajši poješ? A to doma ali še kje drugje? na odru pa družine. Ja, lepo. In ti si se odločila, da nam boš zapela katero pesmico? Uspavanko za Evo. Taka lušna pesem od Andreja Šilerja, ne? Povej mi, kdo ti največ uspavan pel, ko si bila mala? Ati ali mami? Oba. Oba. Po mojem, ati takrat, ko je bil doma, ko ati tudi kdaj špila, pa take stvari, ne, pa ni bilo toliko časa, te pa mamica. Mamica bolj poje, ja, se mi zdi, ne. Ok, jaz ti moram priznati, da si tako korajžna, da si od take majhne, male, prikupne punce niti ne bi upal toliko pričakovati in si naju zelo presenetila z Daliborjem. In sva zelo vesela in zdaj verjamem, da bomo vsi skupaj zelo veseli, ko te bomo poslušali, kako nam boš pa ti zapela Uspavanko. Hvala ti za tole, zdaj pa uživaj ob petju. Vsaka zvezda na nebu zamiži, ta luna prikima, se zasmeji, pogasili smo vse luči, da naša Eva lahko zaspi. Vsaka zvezda na nebu zamiži, ta luna prikima, se zasmeji, pogasili smo vse luči, da naša Eva lahko zaspi. Pa naj zaspi, naj skrije svoje trudne oči, pa naj zaspi, da se malo srce umiri in naj sanja le o lepih stvareh, ko sonce zbudijo na ustih
Zamiži Evin kužek zalaja, se poslovi v kraljestvo škratov san in vil, jo nese sila nevidnih kril. In že leti daleč proč od tega sveta, od tega, kar ne razume in kar ne pozna, saj jo čaka svet drugačen od sanj. Kako naj svarim jo, kaj reče mi v bran? Boj se ljudi, ki ne znajo jokati, ne gledajo v oči in ne znajo stisniti dlan. Boj se množic, ki mahajo s pestmi, šoferjev s klobuki, nabitih na volan. Pa naj zaspi in naj skrije svoje trudne oči, pa naj zaspi, da se malo srce umiri in naj sanja le o lepih stvareh. Ko sonce zbudijo, na ustih bo smeh. Vsaka zvezda na nebu zamižite, ta luna prikima, se zasmeji, pogasili smo vse luči, da naša Eva lahko zaspi. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Joj, kak je nam lušno v družbi otrok, v družbi najboljših iz osnovne šole Markovci. Dalibor, ti si z Markovci na ti, ne? Jaz sem z Markovci že več kot na ti. Dobro, v redu, zdaj si slušalka dol, kaj grdo zgleda. Ok, Ja, boljše. fajn, tak, ja. dobro, bom pa brez. Za vse tiste, ki nas gledate za to. Ampak se bomo kmalu obrnili kamero in uživali ob dobrem petju in bo spet vse tako, kot mora biti. Zdaj je z nami stara znanka, moja velika prijateljica iz odrov in to finalnih odrov, ne. Lani sva zelo uživala eden ob drugem, vsaj jaz ob tebi, ko si pela. Kaja Kokol Zebec, zdravo živijo. Zdravo. Kako si? Super. Si dobro? Ja. Leto 2021, nova sezona, 7. sezona. Kolikokrat si ti že bila na Otroci pojejo? Zdaj sem četrtič. Četrtič. Zadnji cajt, da zmagaš. Čekaj, Maja, ti si 5. razred, to je še zdaj nižja kategorija, ne? Ja. To je še zadnja šansa za nižjo kategorijo. Ja. In jaz sem, zdaj si mi priklicala lansko leto, poletje, ko smo pripravili festival na tržnici, ne, sem te snemal prav, da sem ženi domov poslal. Res, kot si nemam, zdaj le jih imam po konci, ko se spomnim, kako si recimo na audiciji lepo zapela Lahko noč piran. Mislim, da si tudi takrat pela, ne? Ne, jaz sem pela nisi. na Birovko zvest. Točno, ja, točno, to je bilo. In sem prav užival in verjamem, da bom letos tudi. Zdaj pa ti meni povej, kaj se je od lani na leto spremenilo? Še več si vadila ali kaj? Ja, hodila sem spet na solo petje, normalno ni bilo več korone. Aha. Več se ni nekaj dosti spremenilo. Odlično, ampak je bilo kar težko zelo v tem letu, ko nisi mogla toliko pet z učiteljico, ni bilo prireditev, je verjetno to bilo kar mučno zate, ne? Sem malo pogrešala tudi nastope. No, se pravi, je fajn, da smo tole na radiju pripravili, Ja, super ne? je. Ker če ne, niti tega ne bi bilo, ne? Glih eden je zadnjič vprašal, veš, na Facebooku, ja, česa se pa imajo otroci veseliti, ne? Ker naš naslov je Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se neko ja za božjo voljo tega, da končno lahko spet pojejo. Če ne doma samo mati, mamica, pa ne vem, imaš ti še kakšnega brata, sestrico? 2 sestrice. Resno, starejši, mlajši? Mlajše. Mlajši, bosta šle po tvojih stopinjah, tudi radi pojeta. Ena že. Ena že, odlično. Dobro, super, pol ste 3, dolg cajt vam ni. Letos si se odločila za pesem Anike Horvat Lahko noč piran. Zakaj? Besedilo mi je nasploh ful lepo, res govori o resničnosti, pa mislim, da ustreza mojimi glasi. No, me veseli, ker to je tak štikelj z velikim Je, razponom. ne? zelo velikim. Ja, zato je Dobro. treba to kar dobro pevko imeti, da to odpoje, ne? In mi imamo tukaj dobro pevko, to je Kaja Kokol Zebec. Hvala ti za tale pogovorček, zdaj pa bomo uživali ob petju. Hvala.
koncu večera prižgejo nebo nad Piranom zaspanim, kot zvezdnato temno odejo ogrnejo gaše za eno noč in hiše vse tiše kot stare gospe, zihajo glasno, saj čas je že in okna zapirajo, pozno je. Na koncu večera zbežijo glasovi otroških domov in ceste in trge pustijo poljubom zaljubljenim in zvon odbije dnevu slovo, vetru prišepne, dobro je šlo, lepo si obrisal danes nebo. Lahko noč, temne ulice in vam lahko noč, trudni koraki, lahko noč, golobi prestrašeni in vam lahko noč, poročnjaki. Naj se zdi, da je maestro zaigral na svoje strune, stari zna napev. In zvon odbije dnevu slovo, vetru prišepne, dobro je šlo, lepo si obrisal danes nebo. Lahko noč, temne ulice in vam lahko noč, trudni koraki, lahko noč, golobi prestrašeni in vam lahko noč, poročnjaki. Trudni koraki. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Zdravo. Zdravo, zdravo. Zdravo. Živijo, evo, kar takoj se Jo, oglasila. vidiš, tako je prav. Take imamo radi. Karmen, Tako je prav. Juk si ti, zdravo, živijo. Zdravo. Evo, vidiš, mi je všeč, da si kar takoj izkoristila svoj moment. Ne? Kdo je najglasnejši v tvojem razredu od učenk učencev? Punce. Ja, punce vidim, če so Jaz bi, okoli tebe jaz bi se uvrstila med 5 najbolj glasnih. 5, se pravi, nisi ti najbolj glasna. Ne, Okay? mogoče tretja, druga. Tretja, druga, vidiš? Tretja, okej, druga, dobro. včasih pa tudi prva. Odvisno, zakaj se gre, ne? Ja. Če je dobra pašteta za jesti za malce, te boš tudi najbolj glasna, ne? Da boš čim več. Ja, da boš hitreje v kolone. Aha, in kaj to je treba v koloni stati, ali kako? Ja, mijamo si roke, te pa greš v kolono, pa moraš počakati na malce, te pa vedno bitka, kdo bo prvi. Ja, seveda, ker smo lačni, ne? Ja, Ja, itak. Ej, zdaj to jeste v razredih, ali kako je že to zdaj? ja, v razredih imamo. Reditelji prinesejo malce v učilnico. Okay. Reditelje imate, ne? Ja, To sem jaz tudi bil včasih, to sem bil rad. Ne? Ker Jaz ti si lahko tudi. šel 5 minut prej iz pouka. ne, A to pa ne? ne. Jaz Viš, sem... v mojih cajtih si pa lahko šel prej od pouka, da si malce prinesel. Ne. Ja. Veš, kaj je bilo pri nas? Jaz pa sem dvakrat šel samo. Pol pa Ti več pa niso. nikoli nisi bil reditelj, zato ker si ti že tudi dol vse pojedel, pa niso ostali pol nič dobili. Zato, verjetno. Ne? Karmen, ti si tako glasna ženska, ti už političarka.
Ne, najbolj boš? dovolj. Ne. Kaj bi ti rada bila v življenju? A si kaj razmišljala, kdaj, kaj tebe veseli? Ja, večkrat, ampak nikoli nisem si pač mislila, da bi to, ok, zdaj bom to in zdaj to, ne, ampak bolj tak, kaj mi veselje, bolj je ta glasba, zelo se rada ukvarjam z glasbo. Dobro, to je podobno, nastopanje torej. Ne? Ja. Nastopanje, ok, glasba. Še kaj? Risanje. Risanje. Aha, se pravi, likovno pa glasbo imaš najraje v šoli. Ja, pa matematiko. Una pred tabo je bila pa reka, da je glih kontra, pa matematike nima rada. Se pravi, viš, kot to smo midva čist mimo. Midva smo čist mimo. Jaz sem tudi imel rad risanje, ker sem risanke dosti gledal. Dobro, to ja, ampak pri matematiki pravim, ne? Ne, to ne. Recimo, kaj se zdaj učite pri matematiki? Trenutno se učimo bolj tak deli celote. Deli celote. Deli celote. A ja, cela jabolka, pa kdo poje pol, pa nima več cele. To. Ja, pa ena četrtina. Pa koliko grizneš, pa... No, Veš- pri njemu tu ni ene četrtine, koliko grizne celo. On je samo ena velika celota, njega nič druga. Ok, ti si letos koliko tič že na Otroci pojejo? Tretjič pa za to leto. Tretjič si zdaj. In odločila si se za pesem Klare Jazbec, 1,000,001. Ja. A si že kdaj Klaro Jazbec v živo srečala? Ne, pa bi jo rada. Bi jo rada. Zdaj ti bom jaz dal eno tako dobro, v navednicah, prco v rit, da se res potrudiš. Zaradi tega, ker letos bo Klara Jazbec tu z nami na finalu. In ona bo že najverjetneje tudi v polfinalu ocenjevala najboljše, ne? Pa jih pošiljala pol naprej v finale. Teda, to bi ti bilo verjetno velika čast, ne? Ja, zelo. To recimo še pa celo mogoče skupaj zapela ali pa kaj takega, ne? Ja. Jaz sem vesel, mi ti bomo z veseljem to omogočili, dali borde telefon, bomo zdaj kar jo posnela. Ja, bomo bova. kar Klari poslala, da te bo že naprej malo spoznala, a veš, ti pa zdaj lepo odpoj, ker pogovor je bil odličen. Hvala ti. Hvala. Ta dan naj bo za naju, le kam vse iti, ljubezen naj bo tista, ki se ji ne mudi. In čas naj le zamrzne, v objemu je toplo, v srcu polnem upanja, svet se lepši zdi. Milijoni ena slika, vsaka nov spomin in utrine, ki ljubezen v nama prebudi. Milijoni ena zvezda, vse, kar je lepo v najnem svetu, ti in jaz kot del neba zasijeva. Ljubezen je tina, ki se ji ne mudi, v srcu polnem upanja, ta svet se lepši zdi. Vse je za naju, vse je za naju. Milijoni ena slika, vsaka nov spomin in utrine, ki ljubezen v nama prebudi. Milijoni ena zvezda, vse, kar je lepo v najnem svetu, ti in jaz kot del neba zasijeva. Slika, vsaka nov spomin in utrine, ki ljubezen v nama prebudi. Milijoni ena zvezda, vse, kar je lepo v najnem svetu, ti in jaz kot del neba zasijeva.
Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Gaja Kašman je zdaj z nama. Zdravo, živijo. Zdravo. Ti hodiš v 5. razred. Ja. V redu. In si taka ful zaspana, da vedno zamudiš v šolo. Ne. Ne, ker poješ Andrej Šifrer, uspavanka za Evo, zato sem mislil. Ok, v redu. Daj mi povej, kaj je tebi v šoli najtežje? Kaj ti ni fajn? Matematika. Matematika, meni tudi, da veš, pa že dva. Jaz sem tudi tako, matematika pa te stvari mi niso bile fajn. Kaj pa ti je fajn? Mogoče glasba, pa Glasba. Pa kaj še? slovenščina. Slovenščina, to je dobro. To meni ni šlo. To meni tudi ni šlo. V redu, si že boljša od naju, ne? Kaj pa šport, pa to tudi ne? To Ne. mogoče ne. Kaj pa odmori? Ja, to pa ne boljše. Najboljše so odmori, Yes. ne? A pri vas imate tudi tako, da ne smete imeti telefonov, pa to v šoli nič kaj? Lahko imamo samo mora biti sklopljeni. To je pa brez veze. To je pa brez veze, da ga imaš. Izklopljen telefon ti glih ne pride, kaj prav, ne? Ampak dobro, se pol popoldan nadoknadimo, ne? Ja. Kaj bi ti rada postala v življenju? Že kaj veš? Mogoče učiteljica ali pa Učiteljica matematike. ne. Kava? Razrednega pouka. Aha, tista, ki mora o vsaki stvari malo vedeti, ne? Ja. Super, me veseli, veš. Koliko si imel ti za učiteljico v razrednem delu? To noče čut. Noče čut, ona ali ti? Prvem pa v tretjem me je učila mama. O, groza. Vem. Mislim, vse druga verjetno pri njemu ni šlo skozi, veš, ga je mogla mama učiti, zaradi tega, ker ga noben drugi ni prenašal. Ok, v redu, šolo sva dala skozi, to, kar bo želela početi, sva dala skozi. Daj mi povej, kolikokrat si ti že nastopala na Otroci pojejo? Letos prvič. Wow! Bravo, super, kako da si se opogumila? Malo so me prijateljice spodbudile, malo pa sama pač. Evo, in to je to. Ja. In zdaj si tukaj. In Ja. se gledamo in se slišimo in uživamo. Ja. Midva zagotovo bova. Ti si Gaja Kašman in pela nam boš od Andreja Šifrerja Uspavanko za Evo. Dalibor, pripravi se, da mi nož zaspal. Ne bom. Gaja, ti pa izvoliš. Ja. Vsaka zvezda na nebu, zamižite ta luna prikima, se zasmeji, pogasili smo, vse luči, da naša Eva lahko zaspi. Vsaka zvezda na nebu, zamižite ta luna prikima, se zasmeji, pogasili smo, vse luči, da naša Eva lahko zaspi. Pa naj zaspi, naj skrije svoje trudne oči, pa naj zaspi, da se malo srce umiri in naj sanja le o lepi stvari, ko sonce zbudijo na usti bo smeh. Vsaka zvezda na nebu zamiži, Evin kužek zalaja, se poslovi v kraljestvo škratov, san in vil, jo nese sila nevidnih kril. In že leti daleč proč od tega sveta, od tega, kar ne razume in kar ne pozna, saj jo čaka svet drugačen od sanj. Kako naj svarim jo, kaj rečem ji v bran? Bojste ljudi, ki ne znajo jokati, ne gledajo v oči in ne znajo stisniti dlan. Boj se množic, ko mahajo s pestmi, šoferjev s klobuki nabitih na volan. Pa naj zaspi, naj skrije
skrije svoje trudne oči, pa naj zaspi, da se malo srce umiri in naj sanja le o lepi stvari, ko sonce zbudijo na ustih bo smeh. Vsaka zvezda na nebu zamižite, ta luna prikima, se zasmeji, pogasili smo vse luči, da naša Eva lahko zaspi. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. In dobrodošli zdaj v višji kategoriji. Višji, Ja, zelo tako je. višji. Z nižjo smo zaključili. Hvala Bogu, nisem v komisiji, ker jih Ja. bo glava bolela. Glava jih bo bolela že po nižji, kaj šele po višji kategoriji. In zdaj je z nama Neža Hrga. Živijo, zdravo. 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 Ti si v 6. razredu. Ja. Okay. Dalibor je tudi do 6. nekako si še prišel, ne? Ja, je šlo. Veš, kaj smo danes ugotovila? Pazite to. Njega je mama učila v šoli, ker je njegova mama bila učiteljica, ne? Jaz sem vse kontrolke Pa dovolj še videl. dobro je, da ga je ona učila, ker vsaka druga bi mu rekla, bež domov. Tako da, drugače po mojem to ne bi bilo nič iz njega. Pošuši ti, Neža, kaj pa tebe veseli v šoli? Kaj si recimo taka, da se najbolj veseliš, ko je na urniku vidiš? Šport. Ja, ok, v redu. Verjetno tudi petje. Ja. Okay, dobro. A sodeluješ v kakšnem pevskem zboru ali karkoli? Tudi. Tudi, seveda. Se mi zdi, da v Markovcih morate kar vsi. Tam najprej pevski zbor, šele pol je šola. Ja, jaz bi še nekaj vprašal. Imate vi na šoli gospodinstvo tudi? Ja. Pa ni tam fajn? Ja. Meni je bilo ful vrejo. Kaj je gospodinstvo? Kaj se pri gospodinstvu greste? Kuha se, pa hrani se. Kuha, jaz- kako se jajca spečejo, pa kako se To si ti kovas. imel v šoli, ali kaj? Ja, Ne, nisi ti tam imel ga v šoli, to ziga Prakso. nekaj. Še v mojih cajtih ni bilo tega v šoli. Je Nismo bilo. imeli. Gospodinstva nismo imeli. Mi pa. Viš, kaj jaz čujem za gospodinstvo, jaz si mislim, je kot Ne, sodo ja, ne. Vem, kaj je bila razlika. Mi na ravnem smo imeli gospodinstvo, vi pa na bregu gozdarstvo. A, to je ja, nekaj takega, ja. Ja. Neža, se pravi, tebe veseli šport, kaj pa od takih predmetov, ne vem, če bi ti rekel slovenščina, matematika, kaj ti je bolj všeč? Slovenščina. Slovenščina je bolj všeč, Ja. ne? Pa šport, pa glasba smo rekli, pa verjetno odmori, ne? Tudi. Malca, kosilo, to je vedno vredno. To je bilo vredno, Kaj pa, imaš kakšne bratce, sestrce? Ja, imam 3 brate pa 1 sestro. O, velika Čakaj, družina. 3 bratje, 5 vas je? Ja. Kaj imate to, v kolikih sobah spite? V 4. V 4 sobah spite. Ti morate imeti ful veliko hišo. Ja. Ej, Mora ej, biti velika hiša. Veš vprašati, koliko napolitank naenkrat pojejo? In ok, ko se zvečer spravite z Atjem, z mamco, z starši, pa vsi skupaj tam pred kavč, kjer, to mora že kavč mora biti ful velik, ne? Ja. Tako da je skozi neki džumbus, ha? A so Ja, ti tudi. vsi starejši, mlajši ali si ti nekje vmes, kako je to? Jaz sem druga najstarejša. Ti si druga najstarejša, ti si skoraj komandant, ne moraš Ja. komandirati ostale, pa čuvati, ne? Koliko je recimo, koliko so oni, ki so mlajši od tebe stari? Marko je 9 let, Okay. Liza zdaj 1. razred, Aha. Martin pa še vrtec. Pa še vrtec. Dobro, za Martina je treba najbolj skrbeti, ne? Ja. Ja, da nam kam pobegne, ne? Ali pa karkoli naredi. Recimo, kdo od vseh vas najbolje poje? Mislim, to tako vem, da ti. Ampak, a si recimo zapela kaj doma? Ja. Kako to vadiš doma? Se postaviš v dnevno, vzameš daljinca, vgasneš, reč, tak, čep, zdaj pa jaz imela koncert. Ali kako to zgleda? Dole v kleti imamo bobne, pa ati včasih igra na bobne, jaz pa zraven pojem. A ti špila, A ti je muzikant. A Ja. res? Ja, lepo, sva zelo vesela. Samo, ti bobni so fejs glasni. To moraš ful na glas pol pet, da ga preglasiš. Ja. Ha? To pa verjamem, to pa verjamem. A te on tudi spremlja zdaj, kdo te je pripeljal za danes sem? Mame. Aha, mami, ok. A ti je preveč živčen, pa doma čaka, ne? Ok, se bomo zdaj tako gledali na Facebooku, pa v živo poslušali in verjamem, da ti bo dobro odšlo. Zdaj si izbrala pesem Rebeke Dreme. Še Ja. verjamem. Jaz sem ti hvaležen, zdaj bomo mi, da zdaj Borem posnela in bomo to Rebeki postala.
In bom dal številko pol tvojo in bom rekel, ne te pokliče, pa ti reče hvala lepa. Ker si res izbrala čudovito pesem. Ma ful močno sporočilo in res je treba stvari v življenju verjeti in se uresničijo. Hvala. Več se ne bojim, da v temi se zgubim in v množici izginem. Ne sliši se še moj glas, ne sprašujem se, kam ta cesta pelje me. In kjer moj prostor je pod soncem, spet žarim in se borim. Še verjamem sanje in v lepši svet, kadar mi hudo je, se poberem spet. Še verjamem vase, vem, da zmorem se, skozi to življenje. Ne vodi me srce, vodi me srce. Oziram se nazaj, ne sprašujem več zakaj, ker spet živim za ta trenutek. Moj je čas, tukaj in zdaj. Še verjamem sanje in v lepši svet, kadar mi hudo je, se poberem spet. Še verjamem vase, vem, da zmorem se, skozi to življenje. Ne vodi me srce, vodi me srce. Za oblaki pliše Maurica, vsaka solza svoj nasmeh ima. Dobro vrača vedno, z dobrim se in sreča čaka na te še verjamem sanje in v lepši svet, kadar ti hudo je, se poberi spet. Še verjamem vase, veš, da zmoreš se, skozi to življenje, ne vodi me srce. Jaz verjamem sanje in v lepši svet, kadar mi hudo je, se poberem spet. Še verjamem vase, vem, da zmorem se, skozi to življenje. Ne vodi me srce, vodi me duše, ker verjamem še. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Ja, to nekako pove, sam jaz nimam problema, ker itak nimam več nohtov. Jaz tuj ne. Dobrodošli v naši družbi, vsi poslušalke in poslušalci Radia Ptuj, vsi gledalke in gledalci naših Facebook in YouTube profilov. En velik problem imamo, da če ste se nam glih pridružili. To pri nas je, to je... Jaz mislim, da takega problema še nismo imeli. Ne vem, jaz sicer zdaj zadnja 3 leta sodelujem, ne? Pa moramo res javno pa na glas povedati, župan Markovcev, ne? Kaj že? Gospod Milan Gabrovec. Gospod Milan Pa Gabrovec. ne samo on, tudi ravnatelj. To ne, hočem sam županu reči. Ja. Ti si frajer, ne, ko imaš take pevce. To se zdaj lahko malo to frajerišiš po Sloveniji. To sem tako Ja, njemu rekel. ja, veš, tak če je, bi ja. on tu bil, ne, pa da bi mi dobila na ti, te bi mu Okej, jaz to okej. rekel. Drugač pa seveda, on nima glih kaj dosti po mojem pri tem, da pač On občanke ne in vem, občani če dobro poje. pojejo. Ja, Ja. Verjetno tudi glasbeni pedagogi pa pol tak ja. naprej, ne. In zdaj bomo to na novo odkrili z Nežo Meglič. Živijo, zdravo. 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 Neža, ti si 7. razred. Ja. Ti si 7. razred, pela nam boš pesem Papir, čudež. Ja.
Kaj imaš tudi sicer rada, take bolj močne, težke pesmi, ali take bolj enostavne? Ker tale je taka, sodi med une bolj močne, ne, z več teže. Ja, taka imam rada. No, me veseli. Kdo pa te je navdušil za petje, ali odkar se spomniš, poješ? Ja, odkar se spomnim rada pojem, pač to imam rada. V družini pojete? Ja, moj ati je v zboru, pa sestre. A torej vas je več, sestra. Ja. Kaj se pa kdaj tudi skupaj spravite, pa kaj skupaj zapojete? To pa še nismo. To pa še niste. Ne. Veš, kaj mene zanima, a si ti že bila pri nas na Otroci pojejo? Ja, Enkrat, dvakrat, trikrat? zdaj je 6. Šestič! Ja. Ja, pol pa moraš zmagati. Mislim, ti imaš zdaj še šanso, da zmagaš 3 leta, ne? Lahko zdaj zmagaš, pa drugo leto lahko bi zmagala, ali pa pol 9. razredu bi rada zmagala. Ja. Tede, ne? Mislim, Okej, imamo še, ja. ne? Imaš še cajt. Se pravi, si praktično vsega začetka skoraj zraven, ne? Ja, Kaj pa bi rada postala v življenju, ob tem, da boš pela? to pa še ne vem. Na, še več, ne? Ne. Je še ful cajta, jaz še sam za sebe, ne vem, pa sem 39, 40, bom, še zdaj ne vem, kaj bi rad bil, a veš. Tak stari Tako- si. Ja. Dobre, za tebe nam Okej, govorili, okej. ti pri svojih 37, Okej. veš, kaj boš, tako da to je dobro, ne? Prekinil naj boš počasi, da se vam nehala meniti midva. Neža, jaz verjamem, da nam boš ti super odpela, me pa sam še ena stvar zanima. Če bi lahko, zdajle si zamislila, da bi kjerkoli na svetu pela, kje bi zdajle pela? A imaš kakšen taki koncert ali pa kaj takega, a si kdaj kaj gledala tako po YouTubu ali pa karkoli, da te kaj veseli? To pa ne vem. Ne veš. Ne. Ampak si pa želiš nastopati na takih velikih odrih tudi, verjamem. Ne? Ja. No in jaz upam, da ti bo uspelo. Otroci pojejo, so ena taka odskočna deska lahko in zdaj daj vse od sebe, da pa letos greš čist do vrha. Hvala Ja. ti. Najprej bil sam, potem prišla si ti. Najprej je bila tema, za njo prišle so še luči. Se v vsakem svetu kakšen čudež daj zgodi. V mojem si se ti, v mojem si se ti. Najprej bil je sam, potem prišla si ti. Najprej ni bilo čisto nič, zdaj smo tukaj vsi. Se v vsakem srcu kak trenutek zadrži. Ko tisti sneg na tvojem nosku v izogib. Kot bi angel iz povesti tukaj mimo šel, a ni ostal samo zato, ker ne bi sem tako želel. Tam zunaj namreč še veliko, veliko je ljudi, ki tudi rabijo ljubezen in jih kaj skrbi. Zjutraj vstanem in pripravim ti kakav, medtem spakiraš in poljubiš me v pozdrav. Skozi okno dolgo gledam, kako greš, vedno manjša pika, ki jo briše sneg. Kot bi angel iz povesti tukaj mimo šel, a ni ostal samo zato, ker ne bi sem tako želel. Tam zunaj namreč še veliko, veliko je ljudi, ki tudi rabijo ljubezen in jih kaj skrbi.
Zjutraj vstanem in pripravim ti kakav. Medtem spakiraš in poljubiš me v pozdrav. Skozi okno dolgo gledam, kako greš. Vedno manjša pika, ki obriše sneg. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Jaz se kar za glavo držim, dobrodošli v naši družbi, poslušalke, poslušalci, gledalke, gledalci. Jaz upam, da se ne zamerim nobeno, ker rečem, da do zdaj, ne vem, če sem imel v teh oddajah, kar jih je zdaj že več kot mesec dni, ne, smo v družbi otrok, toliko dobrih pevcev na kupu. In letos, oziroma v temle tednu, ima pa res strokovna komisija grdo, težko delo. Sem ti povedal, Markovci, kaj je Markovci? To se pa res vidi. To je. To je nekaj v zraku. In verjamem, da nam bo zdaj to dokazala tudi Larisa Mlinarič. Zdravo, živijo. Zdravo. Ti si zdaj že predstavnica torej višje kategorije, kako da ne, ko imaš pa samo še 1 leto, preden zapustiš Markovsko gnezdo, ne? 8. razred si. Ja. A že kaj veš, kaj bi rada v življenju počela? Ja. Ok, dobro, to me veseli. Kaj? Rada bi bila patolog. Pedagog. Patolog. Pardon. Veš, kaj to pomeni, da bo tebe rezala? To je velika razlika. Ja. Pedagogom pa patologom je res velika razlika. Kako pa to? Kaj so te CSI pa ostali navdušili? Ali kdo te je to navdušil? Že od nekdaj me to ful veseli. Toto kri pa meso pa kosti pa vse, pač patalo. Dajte me enkrat na koline pelo k nam domov. Imamo prašiča kolja. Ja, jaz grem zrav. Ne, njega ne smejo, kam vse poje. Mi da bomo to v znanstvene, raziskovalne sfere šla, ne? Mama se samo basala, tako naš Dalibor. Ok, se pravi, patologije glih še nimaš v osnovni šoli, da bi študirala, ne? Oziroma, lahko to sama malo raziskuješ. Kaj pa te v osnovni šoli zaenkrat veseli? Kot predmete biologija. Ok, to je logično, ker je povezano malo s tem, ja? Pa glasbo imam fejst rada. Ja, dobro. Pa angleščino sem fejst dopoldne. Viš, to vse skupaj še. Se mi zdi, da Glej, res. biologija, Ja. ne, zraven se žvižaš, ko režeš. Ne? Pa malo kosti, pa Ja. to analiziraš. Ne, jaz se te prav predstavljam v onih hollywoodskih produkcijah, a veš, z nekimi velikimi očalami prideš in razrešiš neki primer, ne? Verjetno tudi tebi to nekako blizu, je tak? Ja. No, me veseli. In če bi še dobro zapela, imaš v Hollywoodu še dvojno šanso, veš, da uspeš, ne? Ali kot filmska zvezda, ali pa kot pevka, ne? Tako da za vsakogar se nekaj najde. Ok, v glavnem zdaj ti je jasno, kaj bi rada počela in ob tem bi rada v glavnem tudi dobro pela. Ja. In tu si prišla pa na pravo mesto, ker o patologiji midva nima pojma, Ne. sicer o petju tudi ne, imamo pa platformo, se pravi festival Otroci pojejo. Tukaj pa lahko midva pomagamo, da prideš do finala, v redu? Mislim, midva ne, ti boš zdaj mogla sama odpeti, ne? Ok, si pripravljena? Sam. Odpela nam boš katero pesem? Le s teboj. Marta Zore, zakaj ta pesem? Zato, ker se mi fejst dopoldne besedilo, Aha, pa melodija. ja. Sicer je fejst stara pesem, ampak je samo še nekako dobro. Patino, ima neki ima vse, Ja. ne? In zdaj nam boš to dokazala. Super, Larisa, lepo sva se imela v tvoji družbi, da sem vam midva usedla Tako. in uživala. Ti pa tudi, ko nam boš pela. Hvala ti. Moja misel je tvoja, moja želja se spleta v svet besed. Tvoja moja je resnica in njej je najin svet. Ljubezni lačen si našel meni, jo z menoj postal drugačen, postal si moj. Le s teboj lahko se smejem, ljubim, jočem. Le s teboj sem res jaz. Le s teboj lahko živim tako, kot hočem. In s teboj ostane čas.
Moja sreča je tvoja, tvoje leta so ujeta moja dlan in z obima se obima nekdo, ki ni več sam. Kako te ljubim, tako zelo postal si moj. Vse, kar čutim, je le s teboj. Le s teboj lahko se smejem, ljubim, jočem. Le s teboj sem res jaz. Le s teboj lahko živim tako, kot hočem, in s teboj obstane čas. Le s teboj lahko se smejem, ljubim, jočem. Le s teboj sem res jaz. Le s teboj lahko živim tako, kot hočem, in s teboj obstane čas. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Eni kar dol teče. Eni dol Kaj teče. ti Daj, teče? Jaz bom dal odpoved. Jaz nisem bil seznanjen Ej. z vsemi pravili in pogoji. Jaz sem ti povedal, da se danes pripravi, ker danes je Ni, pa... pa že to, da jaz Kaj? tako vedel, da iz Kaj? Markovca pridejo sicer same punce, ne, to je čudno. Ne, tak je tam. Tak je tam, okej, vredno, Ja, ja. na ženske komando. Ne, okej. se pridejo, tudi fantje. Ampak nisem pa vedel, da mi pride zmagovalka nazaj. To je mene presenetilo. Ja, glej, zmagovalci so tak, eno leto zmagaš, drugo leto pauziraš, tretje leto pa spet žgeš. Aha, tako lahko to narediš. Ja, V tako redu, in žgeš. to bomo- Ampak greš pa spet z nule. Ja, logično. Nič Mislim, ni. Ni glih z nule, ne, ker tekmuješ proti samemu sebi. To je res. To je najbolj težka reč, ne, in to bomo zdaj dokazali. Mija Pernat, zdravo živijo. Dober dan. Jaz sem zdaj ugotovil to šele res pred kratkim, da si ti že slavila, to je bilo več kot 3 leta nazaj, ne, ko mene ni bilo še tukaj. Ne. Se pravi, takrat si bila ti, glede na to, da si zdaj v 8. razredu, še nižja kategorija. Ja, 4. Aha, glih si bila tam, celo 4. razred. Četrti vidiš. razred, ja. Ježusno Marija. In ti nam boš danes zapela pesem, ki pa ni več Andrej Šifrer, Anika Horvat, Klara Jazbec, Ditka, ne vem, Regina, Papir, Marta Zore, ne, ti boš pela od Mije Pernat. Ja, A se ne na to dobro, noro čuje, ha? vse ja. Mija Pernat bo pela pesem Mije Pernat. Ja, Veš, to je tako, če bi Nina Puštar pela pesem od Nine Puštar. Ja. Noro, ha? Ja. In ti si to že pravzaprav zdaj, dejansko, koliko časa že imaš to svojo pesem? Prvič sem jo slišala med počitnicami iz 4. v 5. razred, Ja, pa takrat smo jo tudi bolj posneli. v redu. To je bila tvoja zmagovalna pesem, ne? Ja. Tisti, ki zaslavijo na tečaju Otroci pojejo slovenske pesmi, dobijo potem tudi produkcijsko celo pesem in tebi jo je pripravil gospod Vlašič, je tako? Ja. Ki ga zdaj pozdravljamo, glih pripravlja nove pesmi za lanskoletne zmagovalke. Kako je bilo tebi to prvo srečanje s takim pravim studijem? Ja, ampak kdo pa je napisal besedilo? To pa ne vem, kdo je napisal. No, povej. Švab, Kjer Švab? Blaž Švab. Res? Ja. Ja. Če ga bom zdaj poklical, zdaj vejice gledam. Ga bom zdaj poklical. Se pravi, ti si že slavila in zdaj si se odločila, da prideš nazaj. Ne? Ja. Ko si razmišljala o tem, da greš nazaj, si verjetno tudi pomislila na to, joj, zdaj moram biti pa še boljša, kot sem bila takrat, pa že takrat sem bila najboljša. Kako bom pa zdaj to speljala? Ne, Ne? ne. Jaz sem se spet na Otroci pojejo slovenske pesmi se veselijo prijavila za neko spet novo doživetje, Aha. zdaj sicer v drugačni obliki, Ja. rajši nastopam pred publiko. To zagotovo, to Ja. verjamem, ja. Se pravi, zato da še enkrat podoživiš, da dobiš še nove izkušnje. Ne? Ja. In tale koronski čas, ko ne moremo na šolskih prireditvah peti, je spet nekaj novega. Zdaj nas bo na Facebooku gledalo par tavžent ljudi, ne vem, 20-30 nas bo poslušalo tavžent na radio, teda je pa to spet neko drugo doživetje. Ne? Ja. In sem vesel. Nekje je naslov pesmi. O čem govori ta pesem?
Pesem je bolj kot ne zasanjana, govori o... Meni predstavlja to kot neko novo stran življenja, nekje tam druge. En tak sanski svet, domišljijski morda malo, ne? Kakšna pa si ti kot oseba? Si tudi bolj taka zasanjana ali si bolj akcijska? Jaz sem bolj akcijska. Akcijska. In kaj te recimo še v življenju veseli poleg petja? Rada rišem, rada se... Sami umetniki so tu med nami. Se ukvarjam z različnimi adrenalinskimi športe. Niso sami umetniki, ok, vredo, da je v drugo smer. Z športi na igriščih. Super. V glavnem pestro. In jaz sem tako zelo vesel, da si spet v naši družbi, da se ti res ne moram zahvaliti, da se usedem in uživam ob tvoji pesmi nekje. Hvala ti. Hvala vam. Nekje na ulici pravičnih, tam so ljudje, ne sprejmejo krivičnih. Nekje druge je vse v najlepšem redu, zapri oči in pojdi z mano tja. Nekje ne marajo udarcev, tam so ljudje, ne iščejo izbrancev. Nekje druge srce je zmagovalec, ko težke so dlani od nežnosti. Pozna planet, tam si ti lačne roko ponda. Poznam planet, kjer vsak svoj dom ima. Poznam planet, otroci ljubljeni so do neba. Poznam planet, ki časa ne prizna. Nekje ne marajo udarcev, tam so ljudje, ne iščejo izbrancev. Nekje druge v duši je poletje, zapri oči in pojdi z mano tja. Poznam planet, tam si ti lačnemu roko ponda. Poznam planet, kjer vsak svoj dom ima. Poznam planet, otroci ljubljeni so do neba. Poznam planet, ki časa ne prizna. Bo to planet, ki ga vsi poznamo. Bo to planet, ki radi ga imamo. Kdo Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Kam naj rečem? Če niste z Markovcev, niste nič. To ne smeš. To ne morem, ampak verjamem pa, da lahko recimo starši, otroki z Markovcev, kaj takega pomislijo zdaj, ko poslušajo. In pa verjamem, da tudi drugi, ki bodo še prišli na vrsto. Ne vem, zdaj so pred nami še vse ptujske šole, pa ormoški konec, pa ne vem, pol cel celjski, mariborski, zasavski. A veš, da gremo letos, zdravo, Saša Bratuša, živijo. A veš, da letos gremo z natečajem Otroci pojejo celo v Piran. Tako davče seže ta lep glas. Osnovna šola Lucija. No, tako moram reči, ja. Ne moreš verjeti, kako se je to hitro razširilo. Ti si že kdaj sodelovala v tem natečaju? Ja. Si že pela? Ok. Vsakič poješ isto pesem, zdaj boš imela Regino Dan najlepši san. Ja. Ok, zdaj bomo videli, ker si 9. razred, če ti bo Regina prinesla srečo, da bo to dan najlepših sanj.
Saša, zdaj 9. razred je tu, ne? Koliko še ga je? Slaba polovica? Malo manj, ne? Kam greš naprej, v svet, v šole? Naprej grem za farmacevtskega tehnika. Ljubljano ali v Ruše? V Ruše. V Ruše. Pošuš ti, zdaj se je tole med korono kar fejst razpadlo, zdaj so tudi, ki so medicina pa farmacija, pa vse to, so kar fejst nucani, ne? Ti si temu kaj sledila, te je tudi ta korona kaj, si kaj jezna na njo, ker ni bilo 1 leto v redu ene normalne šole? Ja. Ni bilo fajn, ne? Ti, če bi lahko še enkrat šla nazaj, zdaj tole leto, kaj ti je boljš? Doma se šolati ali vseeno biti v šoli? Biti v šoli. Je biti v šoli boljše, ne? Kolegice, kolegi, pa tak naprej, ne? Pa dobro, tudi malo učiteljice pa učitelji, ne? Koga boš najbolj pogrešala od učiteljev? Ali pa predmet? Predvsem bom pogrešala učitelje, ki ja. Dober, jaz sem mislil, zdaj ne bomo rekli, kjer ga bomo najmanj pogrešali, ne? Kjer ga sovražimo. Zdaj, če bi mene vprašal, jaz bi čistilko pogrešal. Naprimer, ja. Ampak te je verjetno nekaj veselilo, se pravi, bolj biologija, pa te stvari so te veselile, glede na to, da greš v tako bolj smer, ne? Ok, razumem. Kaj bi še mi da vprašala? Kaj takega? Ker zdaj sem na medicino pa na farmacijo, pa te stvari se jaz ne spoznam najbolj. Jaz se ne spoznam, vem pa dosti o tem. Veš? Ja. Jaz veš, kaj jaz vem o farmaciji? Da je zdaj na Ptuju po noči ni več lekarne odprte. To je edin, kar vem, no. Jaz pa vem, če te glava boli, vzameš tableto, to vem. A ja, dobro, ok. To vem tudi, dobro, super. Saša, ti nam boš zdaj še zapela, Regina, dan najlepših sanj. A si že kdaj Regino spoznala v živo? Ne. Zdaj mi da posnela, ima postala. Mogoče pride pol na polfinale, pa na finale, če už ti prišla tja. Bi ti bilo to všeč? Ja. Da bi te ona ocenjevala. Boljška pa midva, ne? Se midva tak ne, več to je strokovna komisija, ki zdaj posluša, pol pa oceni. V redu, Saša, uživaj, sprosti se, zapoj nam, kolikor ti le glasilke in duša da, da bo tudi zate tole dan najlepših sanj. Zaspano mi pravi, da si tu in luna nad mano pozdravlja me v snu. Prvi cvetovi in prvo majsko nebo, najlepši vrtovi, ljubezni skriti so, ker to je dan najlepših sanj, ki traja bo zavedno. Utrip srca me vodi tja, kjer je ljubezen prava, in če mi kdo vzame to ljubezen, vzame mi srce. A brez srca zaljubljen biti se ne da. Prvi cvetovi in prvo majsko nebo, najlepši vrtovi, ljubezni skriti so, ker to je dan najlepših sanj, ki traja bo zavedno. Utrip srca me vodi tja, kjer je ljubezen prava, ker to je dan najlepših sanj, ki traja bo zavedno. Utrip srca me vodi tja, kjer je ljubezen prava, in če mi kdo vzame to ljubezen, vzame mi srce. A brez srca zaljubljen biti se ne da.
Tega srca zaljubljen biti se ne da. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Tole danes bo počelo. Če danes ne bodo počeli monitorji, zvočniki, mikrofoni, televizija, Facebook, karkoli, danes je pa res napeto. Dobrodošli v ne vem kateri že po vrsti oddaji 7. sezone. Mislim, da 5. 5, evo, v osnovni šoli Markovci smo in švicamo. In to Švicamo. znojimo se. Če je znojimo, te je malo bolj več. Ja, lepše se sliši. Zdravo, Kaja Kumer. Bravo. Ti pa si 9. razred. Ja. Ješos, to pa pomeni, da zdaj počasi je fertik z osnovno šolo Markovci. Ja. Česa se boš recimo najraje spominjala iz osnovne šole? Prijateljstev. Ja. Pa tudi, ko smo ga takega naredili, ne? Kaj smo kaj všpičili, ne? Ja. Ja, to itak vedno ostane. Pa učitelje. Učiteljev. Ja. Zdaj ti nam povedal, oziroma ne bom te vprašal, koga boš najmanj pogrešala. Vprašam te pa lahko verjetno, koga boš pa najbolj pogrešala. Kdo ti je najbolj prirastel k srcu, ali predmet, ali učitelj, ali kakorkoli. Kot učiteljica mi je Slavica Vajh. Aha, ona te uči kaj? Glasbo. Ja, Bumba, res logično, ja, kaj pa. Kot učenci pa vsi, pač Ja, verjamem, cele razrede. verjamem. Zdaj si 9. razred, kar pomeni, da zdaj pa vrag vzel šalo, ne? Zdaj, če jaz une v 7., po 6., po 8. zdaj vprašam, kaj bi radi počeli v življenju, ne? Oni še imajo kako leto cajta, ti pa zdaj nimaš več kaj dosti, ti pa že moraš malo vedeti, kam bi želela iti naprej v šolo, Ja. ne? In kam greš? Nameravam v gimnazijo Ptuj, splošno. Dobro, teda ne boš imela daleč, ne? Ne. Še vedno bo pa to tako daleč, da ne bojo mogli ti kar vsi takoj za pod prste gledati, ne? Ja. Se veseliš kaj srednje šole? Pa ja. Bo ena taka nova izkušnja, ne? Ja. Veš kaj, jaz te samo eno stvar prosim, oziroma zdaj borim te oba prosiva. Ena stvar pa je, ki je ne smeš nikoli pozabiti. To je 5. 5. Kdor poje slabo, ne misli, so nas učili, veš? Tako da to smo dobri ljudje, mislim ste, ker jaz sem se sam delal, da pojem. Dalibor je včasih v redu pel? Ne, to tudi ne. A ja, ne? Midva nismo niti eden pela, ampak smo se delala. Dobre. Pa imela smo veselje do posluha. Ajde, rečemo, no, pa Ja, ljudje ja. so imeli veselje na jo poslušati. To je to, ja, ne, ja. Včasih, ko Ja, je pač okej, bil kaki ajde. lepi dan. Ok, ti nam boš zdaj zapela pesem, ki jo poznamo tudi v originalu iz angleške različice, ne? Ja. Some Say Love, ti pa si prišla do slovenske različice, ne? Ja. Zakaj te je ta pesem navdahnila? Melodija, ali to, da je znana, ali kaj? V bistvu ravno to, ker je drugačna od ostalih slovenskih. Aha. Pa tudi, da spoznamo pač tudi druge industrije pesmi. Aha. Na splošno, ja, melodija tako ali tako lepa. Odlično. Besedilo pa je zelo posebno. No, me veseli, Ja. zdaj bomo z veseljem s Daliborjem prisluhnila, pa naša strokovna komisija tudi, ne? Vsi trije, zato da bodo lahko do srede potem oziroma do zdaj do konca oddaje vse skupaj zračunali, ne? Zračunali, ja. To pa težka matematika danes. V glavnem, hvala ti, Kaja, za tale pogovor, uživaj, sprosti se in nas sezuj. Hvala. Pravijo, da je ljubezen kakor roža, ki cveti, da je ptica, ki oblake vsa ponosna poleti. Pravijo, da to je reka in ogenj, ki gori. Jaz pa pravim, da je sreča, ki objema vse ljudi. Moje je srce prepolno hrepenenja in želja, ne bojim se prebuditi.
ljubezen močnejša je. Če boš čutil bolečino in boš mislil, da si sam, da so te vsi zapustili, da odšli so kam drugam. Takrat spomni se pomladi, ko narava oživi. Takrat zate iz ljubezni nova roža zacveti. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Dobrodošli. Srče, a na srče rečemo na pohodi. V glavnem, zdaj je tukaj konec. Vrak je vzel šalo, smo rekli že v ponedeljek, ko smo snemali oddajo. Zdaj, ko so svoje povedali tudi v strokovni komisiji, smo ugotovili, da smo imeli prav. Skregali so se, stepli so se, skoraj postreljali. V glavnem, ni bilo lušno, to pa zaradi tega, ker je enostavno bilo preveč dobrih kandidatov. Seveda mi ne moremo vedeti, katera šola bo ponudila toliko dobrih kandidatov, lahko pa ugotovimo, da je možno stvari včasih tudi malo obrniti ali pa prilagoditi. Kljub temu, da vedno gre iz vsake osnovne šole, iz nižje in višje kategorije po ena oseba naprej, punca ali fant, ne, oziroma duet, pač zmagovalna pesem, je bilo tokrat sprejeto, da bo tudi tokrat tako. Da bo šla torej tista po mnenju strokovne komisije najboljša iz nižje in najboljša iz višje kategorije, ker so bile itak same punce. Ne? Same punce. Ja, ampak ugotovili pa smo tudi to, da imamo na nacionalni televiziji ob samem prenosu festivala še dovolj minut časa in zato bomo zdaj začeli zelo pozorno beležiti vse ostale kandidate, ki so bili pravzaprav tako dobri, da bi lahko, morda če bi bili na kateri drugi šoli celo zmagovalci. Tako. In zato jih bomo povabili v sam program festivala na nacionalni televiziji. O tem jih bomo seveda obveščali kasneje. Okay. Zdaj pa čas, da torej razglasimo nižjo in višjo kategorijo. Nižja kategorija v polfinale iz osnovne šole Markovci pojde Kaja Kokol-Zebec. Čestitke. Čestitke. V polfinale v višji kategoriji bi se lahko vrstile vsaj 3. Na koncu je prevladalo strokovno mnenje, da se v finale uvrsti, oziroma polfinale. Polfinale. Ja, čeprav to so bili nastopi, ko bi bili že direkt za finale. Itak. Res je. V polfinale iz osnovne šole Markovci v višji kategoriji pojde Neža Megli. Bravo! To je to. Super ste bili. Super. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Vse informacije, vse pesmi in vsi nastopi te čakajo na www.otrocipojejo.si.